Jesenski del prve lige Telemach je za nami, kot smo vajeni na Sportklubu, vedno povlečemo neko črto. No in danes mi je v čast, da je ob meni Zlatko Zahovič, najboljši strelec slovenske reprezentance še vedno. Upamo sicer, da se Benjamin Šeško v bližnji prihodnosti približa temu dosežku, kajti potem bo Slovenija vsekakor zelo uspešna in z Zlatkom bova povlekla neko črto pod tem, kar smo videli v jesenskem delu v prvi ligi Telemach. Najprej, Zlatko, hvala za vaš čas, hvala za družbo. Vprašanje, kaj smo videli v jesenskem delu, morda bolj navezano na tisto spremenjeno pravilo mladih igralcev, ki zdaj morajo igrati. Kaj je to nekako prineslo z vašega zornega kota slovenskemu nogometu? Dobro, mislim nasplošno, da se slovenska liga še vedno lovi med tem, ali bo razvojna liga ali rezultatska liga. Mislim, da mešanica tega je nekaj najboljšega. Je pa res, da se klubi razlikujejo. Ena Olimpija in Maribor sta težko samo razvojna kluba, kajti rezultat je več kot potreben, tudi mislim, da imate kapacitete za to. In ja, tu enostavno s tem pravilom, kar ne vidim nič slabega, vendar če bi ga modificirali, kar verjetno ga bodo, pač ne bo prihajalo do nekih, pač to, kar smo videli v Kopru, nekih odločitev, ki so moralno moče sporne, so profesionalne, kaj razumem. Ja, tukaj, zato, ker enostavno nihamo med, ali je to razvojna liga, ali je to liga za rezultat. Zdaj, lestvica prve lige Telemach se je kar hitro prelomila. Imamo Celjane na vrhu, potem Olimpija, Koper, že vedno večji zaostanek, Maribor, potem med razočaranji sezone, kar se tiče boja za obstanek, so se tudi trije klubi nekako izloščili. Kaj nam lahko prinese pomlad, predvsem gledano z vidika pokalnega tekmovanja, kjer bomo imeli v najboljšem primeru za prvoligaše 4 prvoligaške klube v četrtfinalu. Tam tudi težko računamo, oziroma klubi računajo na evropsko vstopnico kar podarjeno skozi četrto mesto. Ja, definitivno. Pokal je pomembno vprašanje za koga. Spet gledamo Olimpijo, Maribor, je pokal tako do polfinala. Potem tisto finale, ko odigraš, je nekaj najlepšega, kaj se ti zgodi, kaj ti je en poseben dan, navijači prihajajo v večjem številu, tudi vi mediji to spremljate, enostavno en praznik nogometa, ampak do polfinala je tako, igraš Evropo, igraš vse, ne bodi ga treba, potem seveda to se vse spremeni. Ja, kaj se pa tiče samega prvenstva, bo zanimivo, Celje res je dominantno, ima odličen kader, čeprav se je tudi spremenilo kar nekaj vmes, tudi na trenerski klopi, drži neko linijo. Zdaj Olimpija, mislim, da je pač doživela tisto, kar doživijo marsikatera ekipa po Evropi ali pa v tem preskoku iz evropske na domačo sceno, kar je več kot logično. Maribor pa kot Maribor, se lovi, išče identiteto, zaenkrat še ni našel, ampak upajmo, da jo bo našel, glede na to, da je božič in novo leto in želim vse dobro. Če zdaj razdeliva nekako lestvico na tiste klube, ki so skupaj, najprej od 10. do 8. mesta, Rogaška, Radomlje, Aluminij. Aluminij je na varnem, Radomlje so na mestu za play-off oziroma play-out, Rogaška na zadnjem mestu. Vas je tu kdorkoli razočaral, presenetil? Morda tu omeniva tiste mlade igralce, ki jih Aluminij trpi, in je Robert Pevnik bil kar nekajkrat nagrajen za njih. Pa dobro, tako kot sem rekel, glede na to, da je pri nas mala baza, finančno zelo mala, tako da so ti klubi primorani. Ampak oddržati se med prvoligaško sceno z samo mladimi je zelo težko, ampak če ti to uspe, si zmagal. Se pravi, kriteriji za vsako ekipo so res drugačni in če jim to v Aluminiju uspe, tudi če bi igral za starejšimi, če uspe v ligi ostati, je odličen rezultat. Jaz upam, da je uspelo, ker Aluminij res za tistimi sredstvi, kar dela, res dela vrhunske stvari. Ja, vi ste znali z njimi dobro poslovati, ne vemo, Martin Milec je prišel iz Aluminija v Maribor, vedno je tudi reprezentanca rada šla tja zaradi odličnega. Tudi, ampak njihova baza finančna je tako mala, da je to res, tam moraš narediti čudež, da se obdržiš v prvi ligi. Tako da jaz jim čestitam, res to niso enostavne stvari. Očitno imajo ljudi, ki enostavno so pripadni temu klubu, pripadni temu okolju in enostavno so posvetili svoje življenje Aluminiju in to je za spoštovati. Tu se morda ustaviva pri Rogaški za voljo tega, ker se je veliko dogajalo okrog kluba. Vi kot nekdanji funkcionar v slovenski ligi v klubskem nogometu,
kako gledate na to, koliko to jemlje dejansko energije? Sicer je Oskar Drobne vselej zagotavljal, da je izoliral igralce od tega, ampak ni bilo tako videti, ne, na igrišču. Na koncu vseeno slab izkupiček za klub, ki bi se rad obdržal, jasno, tako kot vsi v prvi ligi. Pa dobro, ko priješ ti z drugoligaške scene na prvoligaško, je vedno prvo leto najtežje. Tisti prve kola so ponavadi uspešna, potem se pade v neko bolj normalno stvar. Jasno je, da če se bo Rogaški uspelo obdržati, bo to super. Rogaška kot Rogaška, en precej novinec na tej sceni je vedno dobrodošel. Dobrodošlo je, da se nekaj novega dogaja, tako da ja, ampak jaz ne bi odpisal nikogar. Tu morda res težava, ki ste omenili, ne? Prve tekme dajo nek zanos, oni pa prvih tekem niso igrali doma. Videli smo, kaj je sežanski tabor takrat delal. Tudi to jim ni šlo na roko, ampak še vedno je 6 mesecev, v 6 mesecih se lahko marsikaj spremeni, ena tekma te dvigne, druga tekma te nekako spravi v neko drugo situacijo. Stavno bo zanimivo, Slovenska liga je vedno zanimiva, kajti ne glede, da mogoče kdo izstopa v Slovenski ligi kot izstopa Olimpija glede na Evropo, ko pride domov, je vsaka tekma 50-50. Če greva proti sredini lestvice, tam potem Domžale, Mura, Bravo, pa seveda blizu tudi Maribor na 4. mestu, kar se tiče točk, ne. Koliko je Mura za vas razočaranja, sploh potem, kaj je Mura imela, tudi z Antejem Šimundžo, ki ga dobro poznate, pa kaj se je potem tam dogajalo, koliko je ta sezona morda plod vsega tega, da so tako hitro prišli do tistega naslova, do Evrope, potem pa niso uspeli zadržati nivoja. Zame je Mura velik klub, kajti okolje živi za klub, enostavno prihajajo masovno, vendar je treba vseeno pogledati celotno sliko, zakaj se to dogaja, ne. V Evropi ti dvigneš proračun, igralci več želijo, enostavno kontinuirano igrati v Evropi, kaj se tiče Mure, je praktično zelo težko ali pa nemogoče in potem seveda moraš menjati ekipo, moraš dati mladim šanso, enostavno pride do padca rezultatov. Kaj pa je zelo pomembno, da je klub ostaja finančno stabilen. In to morajo ljudje, ki konkretno z Mure, navijači vedeti. Mislim, da to vodstvo odlično to dela. Padec rezultatski, kaj se tiče Mure, ni prijeten, ampak je manj pomemben kot finančna stabilnost kluba in to Mura ima. Pri Muri, vi pri Partizanu vedno ste dejali, ne, družina. Koliko poznate Vladimira Vermezoviča, nam lahko karkoli poveste o njem? Ja, on je poznam iz zgodb, ker je starejši od mene, velik profesionalec, gospod človek, enostavno, jaz ga zelo spoštujem, sploh iz zgodb, ki jih imam, več od njem bi lahko povedal Darko Milanič. Se vam je javil, odkar je prišel v Slovenijo? Ne, ni se javil, ampak jaz imam namen, kajti zdaj mi to tudi zdravstveno dovoljuje, da se mu bo javil. Ja, mi enostavno, ti, ki smo igrali v Partizanu, oziroma ki so nam družine povezane z tem klubom, kakorkoli, ali je to na tekmah ali zunaj tekmah, mi smo ena res velika družina in spoštovanje en do drugega je enormno. Da morda ga lahko tudi podučite nekako o tem okolju, ne? Zdelo se je, da je malce taval v temi tudi s tistimi izjavami, da v Muri ni rezultatskega pritiska, s tem si najverjetneje ni delal usluge, vsaj pri navijačih. Pa dobro, vsak začetek v eni drugi državi ni ravno enostaven. Morate pa vedeti, da on prihaja iz enega okolja, kjer je pritisk abnormalen, iracionalen, tako da ti vse to izgleda drugače. Seveda, jasno je pa, da potem vedno bolj si v eni družbi, v eni sredini, vidiš, da ni ravno tako. Je bilo tudi vam težko priti nazaj v slovenski klubski nogomet takrat, ko ste se vrnili? Meni je po eni strani bilo težko zato, ker sem moral jaz recimo iz 10 spustiti nivo razmišljanja in nivo vsakodnevnega dela na 1, praktično na 1. Kar se tiče pritiska, tu se ne bi res ni primerljivo. Ja, po drugi strani bilo pa lažje, ker vem, da delam za svoj klub, za NK Maribor je moj klub, moje mesto in to mi je dalo največ energije, največ navdiha vsega, kajti naš klub je vedno imel težave, organizacijske, finančne probleme,
V tistem času, tako kot sem rekel, ni bilo niti pranega praška. Mi smo bili totalno ven z konkurence v slovenskem prostoru in finančno in igralsko. Totalno ven. In ja, potem, ko se oziraš nazaj, vidiš, da je to zaraslo, ti je toliko lažje, toliko prijetnejše pri srcu, sploh v svojem mestu, v svoj klub, ker Maribor je moj klub, ker sem preživel celo mladost v NK Maribor. Ja, preden ste prišli, je bil Maribor nekako, ne sicer brez navijačev kot Domžale, ampak na tem nivoju. Mladi, talentirani so takoj odšli. Domžalčani so tu v nekem tem vrtiljaku. Videli smo, da imajo spet nekaj izjemnih talentov, kot je na primer Luka Topalović, ki je zdaj spet na izhodnih vratih. Kaj lahko sploh Domžale naredijo, da bi se pa vrnile vsaj v nek boj za Evropo? Z Dušanom Kosićem imajo neke izkušnje na klopi, ampak s tem konstantnim menjavanjem igralcev, pa smo videli, že v tej sezoni so jeseni potrebovali več kot 10 krogov, da so se sploh znašli. Pa težko je v Domžalah, zaradi tega, kajti, ko ti hočeš razvijati igralce, oni želijo razvijati igralce ne skozi rezultat. Kar je v bistvu edino možno v Domžalah, ker če razvijaš igralce skozi rezultat, oni morajo preskakovati razrede v ustvarjanju igralca. In takrat vprašanje, koliko bi bili uspešni, sploh če se bi obdržali v ligi. Tako da oni delajo svojo zgodbo, delajo dobro, so zadovoljni, so brez pritiska, imajo odlično šolo, klub živi in preživi in to je v slovenskem prostoru dovolj. Še Bravo nama je ostal, preden greva na tista prva 4 mesta. Aleš Arnolj je nasledil Dejana Grabiča, pa se zdi, da je Bravo pod njim evolviral še na višji nivo, še konstantnejši je postal. Bi lahko Bravo dejansko potrkal na vrata Evrope ali bi bil to prevelik zalogaj? Tudi Dejan je dobro delal v Bravo. Ne smemo se spomniti samo tistega zadnjega leta, ko je malo ekipa padla, tu že predtem so tudi zelo dobro. Tam lahko omenimo, da je izgubil v bistvu 7 od 10 nosilcev, vsi so takrat praktično šli nek nov cikel. To so ekipe, mlade ekipe, ki se pretok igralcev je enorm. In tukaj tvoje delo delaš, čez mesec dni se mora spet na novo. In tako dalje. Fantje se trudijo enostavno, res ni enostavno, ampak Bravo je standarden v ligi z rezultati, kjer ti igraš z Bravom, ne glede ali si Maribor, Olimpija, Koper, Mura, nikoli ne veš, kam bo šla tekma, v katero smer. In očitno, bom rekel, lahko samo pohvalimo Bravo in vse udeležence, oziroma vsi, ki so v klubu, trenerja, jasno, da dela odlično delo. Torej, resen prvoligaš dejansko? Resen prvoligaš in ko igraš ti v Ljubljani, na Šiški, je, bom rekel, vsaka zmaga dobrodošla, ne glede ali to je 1-0, ali je to zmaga, v kateri ti trpiš 90 minut, da je Bravo boljše, je vsaka zmaga odlična, ker Bravo je zelo neugodna sport. Prišla sva do vašega Maribora. Zagotovo s težkim srcem v tej sezoni razmišljate o igri Maribora, rezultatih Maribora. Mislim, da Maribor ima problem identitete. Se ta vrača zdaj, ko je Ante Šimundža nazaj? Pa definitivno sem prepričan, da je to prvi korak. Ampak morate vedeti, da Ante nima izvršilne moči. Ante je strokovno podkovan, je totalno predan svojemu delu in klubu, kar mene zelo veseli, glede na to, kaj bi naj Maribor bil, kaj Maribor pomeni. Nima pa izvršilne funkcije. To pomeni, da mora biti previdnejši, kot je bil njegov predhodnik, ki je nekako posegal tudi v te prestopne stvari. To ste že izpostavili tudi v naši oddaji. Ja, res je to, ampak tu morate vedeti, da sta dve stvari. Kadar pride en tujec in se vpleta v prestopne stvari, bolj dobimo igralce, ki so njegovi, trenerjevi, igralce, ki so športnega direktorja in ostale. Pri Anteju bomo pa dobili, se mora vpletati zaradi raznih stvari, bomo pa dobili igralce Maribora. Torej, to pomeni DNK Maribora? To je med drugim. Kaj pa je DNK Maribora, pa vidim, da še vedno ne vedo, to pa ni enostavno. To pa ni enostavno, zaradi tega moraš imeti pa veliko kilometrino in vedeti, zakaj gre. Menite, da je bil Damir Krznar zadnji trener, ki je sam nekako bil na tnalu zaradi rezultatov, da se pri Anteju pa ne more ponoviti, da bi pa samo on bil tisti, ki bi bil krivec, da bo tudi nekdo drug počasi odgovarjal za rezultate? Jaz ne želim, pa bom rekel, dati odgovornost nikomar, vendar Ante, sem prepričan, da je tukaj, kar je popolnoma razumljivo, zaradi NK Maribora.
En tujec, bilo kdo da je, pa vedno je tudi tujec, včasih je potreben, je pa zaradi sebe, kar je logično, legitimno. In normalno je, da potem bo vse naredil, da v tistem trenutku, dokler je on v klubu, je to uspešno, kaj bo pol, pa je vprašanje. In to je kredit našega kluba, trenutno z Antem, in sem prepričan, tudi če bo trebalo, pa mislim, da je že, kaj požreti v korist kluba, bo Ante to požrl. Kar je pa najbolj pomembno, Ante ve, odkot prihaja opozicija v klubu. To je pa zelo pomembno. Koliko pa vas skrbi, Marko Šuler je na zadnji novinarski konferenci napovedal spet številne menjave, ne, da se Maribor dejansko še išče, ne, vsak prestopni rok, 5-6 odhodov, 5-6 prihodov, to je nekaj slabega za konstantnost v neki igri. Jaz sem tako rekel, zdaj z mojih ust to zveni, Marko dela moje delo, ne? Z mojih ust zveni to malo drugače. Tako da ne bi ga komentiral, želim vso srečo, vem, da ni enostavno. No, tudi sam se je primerjal na nek način z vami, ne, da ste vi potrebovali čas za prve uspehe, pa vemo, da je prišel tisti prvi naslov relativno zgodaj od vašega prihoda. Pa še kaj več, ne? Ja, dobro, ljudje pač marsikaj v tem pač govorijo, ne vem, Maribor ni imel konkurence, res je. V mojem času Maribor na začetku ni imel konkurence, ker ni bil Maribor sploh konkurenčen. Ne finančno, ne športno, se pravi 9 klubov konkurenčnih, edini klub, ki ni bil konkurenčen, je Minka Maribor, ker je bil v globokem minusu. Ni bil konkurenčen ne po opremi, ni bil konkurenčen ne po organizaciji, ni bil konkurenčen ne po zdravniški službi. Se pravi, če mislijo na to, da ni bil Maribor konkurenčen, potem Maribor res ni bil konkurenčen. Ampak torej bi bilo najbolje, da se ne primerjajo, v bistvu, da se pozabijo tisti časi. Ni bil niti konkurenčen v pralnem prašku, ki ga ni bilo. Tako dalje. Tako ne bomo o tem, jaz Maribor res želim, da pride na svoje, ampak biti v Mariboru kot klubu, z vsem tem, kaj Maribor je v slovenskem prostoru, moraš res vedeti, zakaj gre strokovno, organizacijsko in kjer mislim, da Maribor zdaj zelo, zelo tudi greši, kar je logično, komunikacija. Torej, to so stvari, ki jih mora dvigniti. Komunikacija v prvo. Kajti, da gremo seveda od začetka. Ne? Vse ostale stvari, ki so strokovne, v katere jaz ne bi želel hoditi, ampak delo športnega direktorja ni enostavno. Jaz sem prišel pripravljen z UEFA Pro licenco, kar to pomeni... Je dovolj za vodenje Maribora v Ligi prvakov. To pomeni, da sem strokovno zelo kompatibilen, zaradi tega, kaj ti vsi mi, ko nehaš nogomet igrati, imaš ogromno izkušenj, si imel velike trenerje in imaš občutek za igralca, za igro. Nimaš pa občutek za stroke. Zato sem se jaz pripravil. Zato sem jaz šel in se naredil UEFA Pro, se pravi največjo šolo, trenersko možno. Stroka je nekaj drugega. In če tega nimaš, se ti obzorje zelo zoža. In mislim, da tu vseeno Mariboru marsikaj manjka. Pri Mariboru le še to, koliko je floskula, ko je Ante govoril, da se bo Maribor še boril za naslov? To je več kot nuja. Govoriti v Mariboru, kaj ti do zadnjega... Če tega ne izrečeš, si zaključil zgodbo. To. Jasno je, ko se oči ugasnejo, da so problemi, vendar to je en del, ki jaz vidim, da se on žrtvuje za klub. Točko pred Mariborom je Koper, še en klub, ki je bil skoraj da povezan z vami. Ante Guberc vas je velikokrat javno snubil. Ne, nikoli nismo bili povezani. Čisto simpatija, meni je klub kot Koper, kot mesto, simpatično. Mislim, da tam... Ante si je želel, da bi vi bili povezani s Koperom. Dobro, mislim, da je bolj retorično kot v resnici. On ima tam svojo zgodbo. Ampak Koper kot mesto je krasno, Ante je nogometni človek. Vidim neverjetno kapaciteto v tem klubu, v tistem okolju. Zdaj, kaj, zakaj, kako ne, bo pa mislim sam Ante povedal. Tvegali so zdaj, nekako iščejo novega Zorana Zeljkoviča. Zoran Zeljkovič je sicer imel izkušnje že iz druge lige, že s Krko je v bistvu Koper skoraj da pahnil v drugo ligo. Zdaj pa prihaja selektor mlajših selekcij, nekdanji reprezentant, ki ga vi seveda dobro poznate, Radosavljević. Kako
kako veliko tveganje je to za Koper, da prihaja v bistvu trener, sicer zagotovo z veliko energije, ampak ne z veliko izkušnjami vodenja kluba oziroma članske ekipe. Zdaj težko rečem, ko razčlenimo Koper, težko rečem, kaj je vizija, kaj sploh je, ali je to naslov, ali je to vzgoja igralcev, ali pa to samo preživetje. To zdaj ni kritika, to zdaj samo pač eno vprašanje, ki bi ga tudi sam rad vedel, ko gledam to, da gledam slovensko ligo, verjetno edino ligo, ki jo gledam, je slovenska liga. Ja, ker imajo delčke sezone, ko so za naslov, delčke sezone, ko so za izpad, potem pa neko zlato sredino. Začetek je ponavadi bum, tema ne vem, ali je to do vremena, ali je to do nečesa, ker se, jaz vem, da včasih se spremeni, tam, ko je oktobra in novembra in decembra, je drugi moment strokovno, drugi moment po navdihu, na vse to je treba paziti. In pa seveda povezano z okolicom, kaj razmišlja okolica. Da ti strokovno to približaš okolici. Tudi v vsakem mestu drugače. Mogoče bo to za nekoga zdelo se zdaj čudno, ampak ne, vsak mesec je malo drugače. Torej, če gledava zdaj mesece... In to ne samo v Sloveniji, vse posod. Če gledava zdaj te mesece, kaj lahko potem od Kopra pričakujemo v spomladanskem delu? Ja, zdaj... Tam bo prej toplo, prej bo sončno, kot v drugih predeli. Oni so v prednosti, kaj se tiče treningov, kaj se tiče vsega, so v prednosti, ne? Tako da, ja, od Kopra, jaz vedno ogromno pričakujem od Kopra, upam, da nisem sam. Vidite pa kvaliteto v ekipi? Neverjetno kvaliteto, ampak vidim tudi pomanjkljivosti. Toliko pomanjkljivosti, govorim te zmagovalna mentaliteta pri nas pomeni, da si Superman, da greš na juriš, da si vsem všeč. No in zdaj so izgubili Maksa Barišiča, ki ima to odličen igralec. Ampak ko si vsem všeč, takrat si ponovadi poražen. Ne smeš biti vsem všeč. Ja, to mora biti cilj vsakega v življenju. Pred Koprom potem Olimpija, ki že ima nekaj prednosti, tako da sva že nekako na drugem mestu. Olimpija, ki je bila v Evropi. Vi ste vedno omenjali nek zaostanek za prvim mestom, če se prav spomnim, tam nekje ste rekli 9-10 točk, če zaostajamo, da je to ulovljivo, ko ste bili športni direktor Maribora? Ja, nekaj približno, jasno je, da ja. Torej Olimpija še drži tista teza, ki ste jo v naši oddaji takrat rekli, ko ste bili gost. Ko jaz rečem Olimpija, vsak, rekel, mogoče večina javnosti mogoče misli, da jaz tudi, ko Olimpijo analiziram, želim strokovno analizirati, ker Olimpija je svetla točka tega leta, ker je prišla fantastično v Evropsko, se pravi v konferenci ligo, se pravi najboljše, kaj je možno z drugega kroga, to proti Ludogorecu, se pravi, to je vrhunsko. In normalno ti preskoki niso navajeni. Vse mislim, da sam športni direktor rekel, da jim je precej težko vsake 3 dni, da se dosti pritožujejo igralci, da je vsake 3 dni, mislim, da je to privilegij, da vsake 3 dni tako igraš. In zdaj tista Evropa, kar je mislim, da s to tekmo sploh na zadnjo, je to precej dobro izgledalo. Se pravi, ko končaš, da zmagaš enega Slovana Bratislavo, ker je ogromno vlaga, mogoče je to za naše razmere, ljudem nepoznano, samo Slovan je finančno odlično stoječ. Veliko navijačev. Več čas pod pritiskom. Več čas pod pritiskom, so zmagali zadnjo tekmo v Bratislavi. To je naredilo eno zgodbo dosti bolj lepšo. In zdaj, če se bo to ponavljalo, ne v naslednji sezoni, ne vem, ampak to so neverjetne izkušnje. Tako da ni dileme, da je Olimpija zmagovala celotnega tega koledarskega leta. Bo pa vodstvo dalo neko jasno sporočilo vsem nam, ki radi spremljamo slovenski nogomet, če bodo zdaj vse dejansko razprodali, da pa so rezultatske ambicije vseeno bolj tam, ne? Vse razprodali. Klub mora prodajati, da bi preživel. Enostavno finančna baza tukaj je premala. Ti moraš prodati najboljše. Pa kako težko je morda zadržati igralca, ki ve, da bo tam zaslužil 5-krat več, čeprav je tu pod pogodbo? Nemogoče, da bi cel stroj sploh živel. To na višjem nivoju je enako, samo pa so številke drugačne. Se vam zdi, da pač Elšnik, Vidošek, ti igralci, da enostavno morajo narediti korak naprej v karieri, tudi Ratnik se tu omenja? Ja, zdaj spet se vprašanje za Elšnik ali po prvenstvu v Evropi ali zdaj, ne, to so taka vprašanja, ki... Zimski prestopni rok je lahko tvegan za to, ali boš igral ali ne. Ja, to so vprašanja, ki se vedno, ampak zato so tam, ne, da če bi jaz bil Elšnika takoj po Evropi. Enostavno... Ko je tudi sam igralec želel iti, ne, se je večkrat to povedal. Ja, jasno, zaradi tega, ker moramo vedeti, da
da ni reprezentance, nima neke pol sezone. Ne? Reprezentanca v bistvu ga je dvignila, ker je odličen za reprezentanco. Reči, tiste ta pol sezona je tak, ne, malo vidi se že po mimiki, vsaj meni tako zgleda, zelo nezadovoljen bil. Koliko pa kvaliteto potrdi ta zmožnost tega, da se on tako dobro prilagaja v reprezentanci in da dejansko na tistem nivoju deluje tako fantastično? Zelo inteligenten fant mora biti. Zelo inteligenten, takoj je videl, kaj od njega pričakuje ekipa, da bi ga sprejela. Mora biti zelo inteligenten. Vam je kaj žal, da ni v mariborskem dresu? Ne, zato ker ti to me večkrat sprašujejo. V Mariboru in vsaki drugi ekipi lahko igra 11. Mi smo bili liga prvakov. Mi nismo bili ne konferenc liga, ne samo slovenska ekipa, on je bil takrat mlad. Če mi bi ponudili zdaj tega Lečnika, seveda, samo takrat ni bil ta Lečnik, da je bil nekdo drug, ki ni imel nobenih izkušenj. In mi smo bili liga prvakov ekipa. Koliko pa se lahko Zoran Zirković približa Albertu Rieri, lani dvojna krona, Riera potem tudi s Celjem, fantastično. Zdaj, dva načina sta, ne? Zdaj, Riera je postal za nek model, ki mu je res fantastično uspevalo, ampak to je Riera, kopija nikoli ni original. On je res, jaz ga res spoštujem, ker je imel neverjeten feedback. Igralci so mu verjeli. Vse, kar je on si zamislil, vse so in sprejeli in izvršili. Neverjetno, to je res za spoštovanje. In to pri dveh klubih? Neverjetno, res za spoštovanje. To bi bil trener, ki bi ga tudi vi najverjetneje angažirali, ne, če bi imeli kjerkoli. Takšnega trenerja želi vsak. Zato mi je malo, ne vem, kaj se je dogajalo v Olimpiji, ali so to egoti, pa kdo je boljši, kdo je slabši, ampak takšnega trenerja si vsak želi. Ker vsak si želi sploh trenerja, ko ima rezultate. Ker če pustimo mi vse ostalo, rezultate ima, in mislim, da je Olimpija ogromno izgubila z njim. Če greva zdaj še na Celje, še na klub, ki ga je vodil Riera, zdaj ga pa vodi Damir Krznar, to je tudi nek unikum v slovenski ligi v tej sezoni. Samo še dodajva, torej Olimpija je še v boju za naslov, po vašem mnenju. In to prvi favorit. Celjani pa imajo lepo prednost, kaj ste videli morda? Celje ima lepo prednost, definitivno, vendar je tu še bo dolga. V bistvu, če gremo tako, nažalost bo prvenstvo odločal in Maribor in Koper. Kdo bo teh premagoval, oziroma če bo se ta dva premagovala in Olimpijo in Celje, bo lažje, ne? Ker Maribor je vseeno daleč, novi igralci pridejo. Ampak sem prepričan, da Maribor v enem danem trenutku se bo tu približal, bo ena atmosfera, ampak ti, ko imaš stalno pritisk, da vsako tekmo moraš zmagati, slej ali prej malo forma pade in potem razlika prije spet na isto, ne, kot je bila. Ja, bo zanimivo. Koliko lažje bo Celju, ker je v tem položaju, da pa vseeno lahko zadrži igralca v Sloveniji? Definitivno. Vendar nisem prepričan tudi, da oni, ne glede na tuj kapital, da so oni lahko kar tako zadržijo. Zato, ker je matematika v vseh klubih enaka. 10 enot rabim, 3 enote imam. Mislim, tu zdaj nekdo lahko z tujim kapitalom zdrži teh 7 enot, zdaj govorim na pamet, 7, lahko je 3, lahko je 2, minusa, ne? Ampak ne dolgo. Ne? To treba zdržati. Politika finančna klubu je pri nas, prihodki so pri vse posod enaki, odhodki ne vse posod enaki, ampak so veliki. Damir Krznar, 21 točk, največ izmed vseh trenerjev, odkar je prevzel Celje v tem obdobju. Kaj to pove o njem? Damir Krznar ni po meni sporen, on ni sporen v smislu znanja. On mora imeti ogromno izkušnje. V bistvu vodenja kluba, ekipe zna imeti določene pomanjkljivosti, tako kot jih imajo vsi, ampak on nikoli ni vodil sam, ne, nekih velikih ekip. Zdaj v Mariboru biti trener, jaz sem tako rekel, to ne bo dobro, kaj ti je prevzel vlogo, ki ni njegova, a tujec je. In slej ali prej pride račun. V Celju bo to malo drugače, zdaj, ker se tuj kapital, ti ne moreš v Celju kapital preliti iz kozarca v kozarec, ker je tvoj kozarec, v Mariboru lahko, ker ni tvoj kapital, ker je družbeni kapital in so interesi drugi. In slej ali prej prideš na ena vrata, kjer jih ne moreš odpreti. Ima pa fantastično ekipo, ne, Celjani vseeno nekako zaradi prednosti so prvi favoriti. Ne, definitivno so.
Meni je bilo zelo všeč, ko je Damir prišel in rekel, zakaj bi kaj menjal, če trener bi odličen, se pravi, to so tiste izkušnje, ki so. Če bo napredoval še v vodenju ekipe, ampak sem prepričan njega, da bo za tega, ker ne bo rabo trošiti energije tam, ko jo mora v Mariboru, ni isti pritisk. Maribor je moral trošiti energijo na ogromno stvari, ni bil fokusiran samo na igrišče. In jaz mu želim srečo, ne glede, da bi si želel, da je Maribor pred njim, ampak to nažalost verjetno ne bo mogoče, ampak ne, meni je on, bom rekel, dober trener, strokoven trener, kateri je prišel v slovenski prostor, prišel naenkrat v Maribor iz Zagreba in prišel v Maribor, da bo lahko delal po svoje in da bo tukaj, bom rekel, ko priješ tujine, misliš, da je Maribor Aubin. Ni tako enostavno, treba zelo dobro vedeti situacijo, zakaj gre, da bi uspel. Pripeljala sva celotno ligo do konca, je pa pred nami fantastična pomlad, ki bo uvod potem tudi v Evropsko prvenstvo. Mi imamo sezono kot slovenski nogomet, koledarsko, nenormalno dobro. Gledamo tako, reprezentanca se je uvrstila na veliko tekmovanje, Evropsko prvenstvo in to vrhunsko. Olimpija je igrala v Conference ligi, kar je odlično. Ne vem, sodniki so sodili odlično v evropskih tekmah. Se pravi, imamo predsednika UEFA, da o tem ne govorim. Se pravi, imamo nenormalen potencial za eno malo bazo in to koledarsko leto je bilo vrhunsko slovenski nogomet. Tako da, tako naprej? Ja, če bo tako naprej, mislim, da so stvari, kateri se marsikatera država ali pa tista tudi, ki si lahko to vse privošči, ko pogleda v naše dvorišče, me zelo težko razume. Zlatko, najlepša hvala za vse besede, za vse ocene in upam, da se v spomladanskem delu lažje vidimo tudi na stadionu. Hvala tudi vam.